Pote pa nam danes resnično ne manjka in v naslednjih minutah še v Goričko, namreč v gradu Grad na Goričkem se naslednji četrtek začenja prvi slovenski mednarodni festival naravoslovnega filma in pa osveščanja o trajnostnem razvoju. Več o tem z mojo današnjo gostjo, Stanko Dešnik. Gospa Stanka, dobro jutro. Dobro jutro. Kot rečeno, se pri vas 24. začenja prvi slovenski mednarodni festival naravoslovnega filma. Zakaj odločitev za festival naravoslovnega filma? Ja, prvič zato, ker smo Krajinski park Goričko, ker je naše delo varovanje narave in kulturne krajine in seveda naravoslovje je tisto, ki ga odkrivamo, ponujamo, osveščamo in seveda ljudi hočemo pritegniti, da se tudi sami lotijo varovanja narave, da ne bo to samo neka državna služba nekih javnih uslužbencev, ki pač to počnejo za davkoplačevalski denar. 24. kot rečeno začenjate s projekcijami filmov. Koliko filmov se bo odvrtelo na samem festivalu? Na samem festivalu pričakujemo od nekje krog 50 do 55 različnih filmov z različnih zvrsti, tudi iz različnih držav, ali pa bom rekla kar globalno, z celega sveta, od Amerike do Britanije, tudi seveda Slovenije. Moji sodelavci v tem festivalu, zaupali smo namreč organizacijo festivalu Grossmanovem festivalu v Ljutomeru, ki že ima več let tradicije, so izbrali kar zanimive filme in jih tudi zanimivo poimenovali po kategorijah. Naši gledalke in gledalci že vidijo nekaj insertov iz filmov, ki se bodo predstavili tudi na prvem slovenskem mednarodnem festivalu naravoslovnega filma na gradu Grad na Goričkem. Tako za vse tiste, ki se sprašujejo, kje to je, dobro je poznan Grad na Goričkem po Noči čarovnic, ampak sedaj na čisto drugo tematiko. Kategorije ste omenili, v katerih kategorijah vse se bodo pomerili filmi, ki bodo tekmovali? Torej, povabili smo seveda najprej k sodelovanju tekmovalne filme in tukaj dobili kar 9 prispevkov oziroma 9 filmov, ki bodo strokovno ocenjeni in zanje bojo prejeli nagrajenci Rajsko drevo. In te kategoriji smo kar to tudi tako poimenovali, se pravi kategorija Rajsko drevo. Potem druga kategorija so filmi iz Eko arhiva v sodelovanju s Slovenskim filmskim arhivom, kjer bomo predvajali 7 zanimivih filmov. Naj omenim recimo Hladnikov, Kmečki turizem, Čapov, Piran in Sintičev v sivi skali grad. Seveda gre za naše stare turistične filme, ki Slovenijo prikazujejo in bi bilo prav, da jih tudi sedaj pogledamo. Potem naslednja kategorija je Eko anima, gre za animirane filme, ki smo jih pridobili v sodelovanju s festivalom Animateke iz Ljubljane. Naj omenim francoskega Nekoč je bilo olje, španskega Deček ptic, japonskega z zelo čudno številko 66, 31, 114 in še marsikaterega. Prava poslastica bo pa tudi tukaj tridimenzionalni film v 3D tehniki iz Slovaške z naslovom Poslednji avtobus. No, tekmovanjem smo povabili tudi mladince oziroma mlade ustvarjalce osnovne šole iz Pomurja in v tem programu oziroma festivalu bomo videli 5 filmov osnovnošolcev, ki so jih posneli na ekoloških kmetijah v Pomurju, tako da najlepšega bomo tudi nagradili. No, naslednja kategorija so Eko vrhovi, kjer ponujamo film Drugi planet našega režiserja iz soseščine, iz Madžarske, in to je Moldovani, ki bo tudi naš gost festivala. Ta film bo zelo zanimiv, kot tudi naslednji tridimenzionalni film iz Narodnega parka Nockberge, našega avstrijskega gosta Heinza Mayerja, ki bo kar vse 3 dni predvajal svoj film, ki na zelo zanimiv način pokaže to gorstvo v Avstriji, pravzaprav delu slovenske Koroške. Pričakujemo tudi izdelke slovenske ekipe, mlajše ekipe vizualistov z svojimi izjemnimi turističnimi naravoslovnimi filmi za krajšo minutažo in pa seveda tudi pokazali bomo filme, ki so nastali v evropsko podprtimi, finančno podprtimi projekti, kot sta to Sosed k sosedu, ki podpira tudi ta festival, in pa Trans-Eko-net, kjer bomo videli tudi nekaj z tega časa, kaj se dogaja ob življenju, ob meji, ki je bila nekoč tudi železna zavesa. No, kot zadnja oziroma kot naslednji del je sklop Maka Sajka, retrospektiva 9 njegovih filmov. Poznate, on je nagrajenec, Badiurov nagrajenec za filmsko ustvarjalno delo in seveda tudi mi smo ga povabili in bo naš gost festivala v soboto 26., ko bomo imeli dan slavja.
Posebna kategorija so potem še ekošokerji, to so filmi, ki šokirajo in to tako, da niso fiktivni, ampak so resnični dokumentarni filmi. Z njimi pa seveda želimo prispevati k ozaveščanju in v tem sklopu zaključujemo tudi festival v soboto zvečer z filmom 2012, Time to Change, se pravi čas za spremembo, ker želimo tudi pozitivno. Vsak dan je drugače poimenovan, 24. kot dan parkov, 25. kot dan mladih in 26. kot dan slavja. Namreč ne samo, da boste prikazovali filme, še bogat spremljevalni program pripravljate? Tako je namen celega festivala v bistvu oživiti grad in grajski park, se pravi pritegniti ljudi, ki bi naj obiskali ne samo ob noči čarovnic, ampak park tudi v poletnem času. Zato smo pripravili pred gradom v grajskem parku pravljični vrt z Manico Irt, Vilinski park, kjer bodo otroci ustvarjali na pravljični način in se spoznavali z naravo. Potem pripravljamo v sodelovanju z klubom Pacev glasbeni maj koncert prvih pihalcev Slovenske filharmonije Slow Wind, ki bo otvoril cel festival zvečer. Seveda tukaj bodo tudi ekološke tržnice vse 3 dni, ki bo ponujale hrano iz naših goričkih in pomurskih njiv in travnikov in seveda sadovnjakov. Ter seveda še potem fotografski natečaj, ki se zaključuje in je bil razpisan tudi v okviru tega festivala, ki bo na voljo v arkadnih hodnikih. Tako da se bo veliko dogajalo, zlasti na dan slavja, ko bo podelitev vseh nagrad. Tudi tele, namreč tole nagrado Rajsko drevo bo dobil najboljši film v tekmovalnem delu, kot rečeno, tam se poteguje za to 9 filmov mednarodne selekcije, lahko rečemo. Takole, preden še kakšno rečeva o podrobnostih samega prvega slovenskega mednarodnega festivala naravoslovnega filma, čas tudi, da si privoščimo nagradno igro. Na vas v temle trenutku čaka gnojilo v obliki šumečih tablet Plantela za balkonsko cvetje. Podjetje Unichem vam podarja to. Poleg tega pa še nagradica, ki je tukaj na naši mizi, namreč domači izdelki iz Goričkega, iz domače gline je tole žgano. In da osvojite vse tole našteto, je na vas, da odgovorite na nagradno vprašanje, kako se imenuje zmaj, ki naj bi po legendi živel na gradu Grad. 3 možni odgovori so, za tole je to plahi zmaj, ledeni zmaj ali zmaj kač. In lep pozdrav, kdo je z nami? Dober dan. Dober dan. Kakšen je pravilni odgovor? Torej, kako se imenuje zmaj, ki bi naj po legendi nekoč živel na gradu Grad? Je to plahi zmaj, ledeni zmaj ali zmaj kač? To pa pojma nimam. Boste ugibali? Ja, seveda. No? Plah ni, verjetno. Ni plahi. Pa je pa C. C, kač. Ta pa je resnično. Zmaj kač je tisti, ki je po legendi živel na gradu Grad. In kot rečeno, tele šumenke, gnojilo v obliki šumenk, Plantela, Unichema in pa tele lončeni izdelki so vaši, naj vam dobro služijo. Hvala. Hvala lepa tudi vam. Kateri je tisti čas, ko bo največ dogajanja v teh dneh, namreč od 24. do 26. na gradu Grad? Kdaj naj ljudje pridejo si pogledati filme in uživati na gradu Grad? Jaz bi povabila kar vse dni, seveda bo najvišje dogajanje bo v soboto, ko bo dan slavja, ko bo veliko ljudi, ko bojo pevski zbori, ko bojo nagradi, nagrajenci. Sicer pa naj pogleda vsak svoj program, si izbere na naši spletni strani gfest-goritsko-info. In seveda vabljeni k ogledu, k obisku in seveda doživljanju vsega lepega, kar vam v Rajskem parku Goričko in v Rajskem gradu ponujamo. Tako, dobra ideja tudi za takšen izlet celodnevni, naprimer, ne? Ne samo celodnevni, ampak kar vikend počitnice, tako, ker tudi se pridružujejo naše terme za svojo posebno ponudbo za vse, ki obiščajo Grajski festival, da se potem identificirajo in bodo dobili tudi popust. Več o tem pa, kot rečeno, informacije na spletnih straneh. Hvala lepa. Toliko torej o Grajskem festivalu. V Goričkem 24. tega meseca se začenja prvi slovenski mednarodni festival naravoslovnega filma. Hvala lepa še enkrat.